Dame in gospodje, reporter Milan sem ponovno na sledi resnice in če kaj odmevalo čez vikend in odmeva še vedno je to dogovor med našim premijejem Pahorjem in hrvaško premijejko Kosorjevo za seveda dogovor o naši meji, saj vsi vemo, poznamo to stvar in zato sem danes obiskal ta dva, katerih mnenje vedno šteje ali pa je zanimivo. Stojim ta trenutek pred režijskim obratom mestne občine Maribor in z mano sta Majster in Tonček. Dober dan. Prvo, kaj ti si tudi noro, kaj? Prosim? Kaj si mi rekel, da me boš vprašal? Vse v parku se bomo tudi pogovarjali, samo to naprej, ne? Prekini gotovo, pa kaj si ti nor, pa ki si najdo dva navadna delavca, da sprašuješ o visokih političnih, prekini. Ne, pa vi vaše mnenje, Majster, dajte no. Najno mnenje je tako, da hvala Bogu, da se je cirkus snehal, da se to zmenijo, da je mir in gotovo, prekini, zdaj to. Majster. Kaj ti je dal mogoče tebi kdo besedo? Majster, kaj ste vi nori, malo? Kdo je nor? Ja, no, ker zjutraj, vi ste se zjutraj v bazi, vi ste se celi penili, to ta žila vam je vun skočila, da ste se jo not popravljali. Nehaj, dobro. Aha, ja. Milan, pa več kaj je Majster, vse govoril. Vej, Tonček, ker ja. No, jaz se tako strinjam z njim, to moram zdaj tu jasno povedati, jaz se strinjam z njim, ne. Rekel, to mi ne smemo pustiti nikoli, kaj se to dogaja? Zamo ga je stara Hrvatica malo zafelšala, pa je popustil momentalno. Stop. Zdaj pa enkrat izgledam te prosim. Ne, a če boš to pustil, ti daj kar podatke, ulico, vse, emšo, vse, jaz mu to rekel nisem. Zaradi tega, ker on zdaj govori za polnoletni si. No, kaj takega se jaz ne bi sam mogel zmisliti. Dobro, pa kaj si ti nor si ti, zdaj još celo zimo ti vuni pred bazo, mimo, kao pritiš pa vuni, ker ti si trotl. Ti si trotl, pa kaj ti veš, da lahko jutri, pojutrašnjem to ti obrat prazen, kaj si ti pozabo? Kako da lahko lovec kegla nadaljavo, kaj te govoriš ti? Kaj te ti govoriš? Ti ne veš niti, kje je Piran, tele, mamino. Ja, za nekje Piran, pa za Poreč pa levo dol. Ne, trotla, se to ne moram reči. A ti si Hrvat, ti si tak Hrvat. Jaz te vprašam za Piran, ti mi govoriš Poreč, viš kako tele sti, Majster, tak pa tudi mi ni treba govoriti, ne? Ker jaz tu tak zdaj javno povem, mene dobena sivka Hrvaška ne more tak daleč prepelati, da sem jaz tu okoli pel beži Janke Cuktevo pobegel. Ker vsi, ko me poznajo dobro, ve, kaj sem naprej viole, zastava naša, pa to. Jaz te prosim zdaj tebe... Če pa zanimivo. Ne, jaz tebe prosim zdaj za uslugo. V bistvu te prvi v življenju prosim za uslugo, res. Ja, Majster. Zbriši to. Res zbriši, pa kaj viš, on ni, to je neuravnovešen. Pa noben se ni nič sploh zjutraj omeji imeno. A da ne, a zjutraj, ko ste razlagali, kdo je zdaj totemu hrvaškemu pismu nasedel. To je stari hrvaški trik, pa kdaj lahko Hrvatu zaupaš. Toto pismo, oziroma toti telefaks je ona poslala k teti v Krapino, pa kaki Brusel. Oni pa ovca, ne? Joj. Ne, to pa zdaj res malo preveč, ja. No to nisem si jaz mislil, to je Majster govoril. Jaz sem včasih boksil, tak 2 tedna sem hodil železničarov, zdaj mogo to uporabiti, da ti znam. Ne, res. Dobro, no, sej ni, Majster, dajte me pustiti, no. Drage dame in gospodje, da naslednjič ne pozabite, resnica ni plenica, pa vendar marsikomu smrdi. Ti si gotov.